Srečno novo leto pa bom zdaj zaželel naši spletkarki Sari. Sara, živijo. Ja, danes se sprehajamo po odmevnih dogodkih lanskega leta in čas je, da pogledava, kaj je najbolj odmevalo na spletu in družbenih omrežjih. Začniva na YouTubeu Infodroma. Tam ste največkrat kliknili na prispevek o Evi, ki je preskočila kar 2 razreda. Ja, in če nadaljujemo na Facebooku in Instagramu čist hudo, tam so vam bili daleč najbolj všeč Anže in njegove domače živali. Tudi na TikToku, kjer so vas zanimivo k ponovnemu ogledu velikokrat pritegnile šolske teme, torej novičke o NPZ-jih in podobno. Radi ste gledali intervjuje s slavnimi, utrinke iz zakulisja krompirja in izseke iz oddaje o razmerjih Prvič. Seriji TikTokov o gasilcih in skavtskem življenju pa sta zbrali več kot 583 tisoč ogledov. Wow, več kot pol milijona. Sklepam, da je bilo tudi veliko komentarjev. Tako je, komentarje sicer prejemamo na vseh objavah. Žal je bilo v preteklem letu veliko neprimernih. Med izražanjem mnenja in sovražnim govorom je namreč razlika. Pri izražanju mnenja poveš, kaj misliš, a pri tem nikogar ne žališ. Sovražni govor pa napada, ponižuje ali spodbuja nasilje, kar ni prav. No, s tem pa se še kako strinjam. Me pa zanima, kaj so po spletu in na naših družbenih omrežjih spremljali učenci iz osnovne šole Trbovlje. Ta teden si se družila z njimi, kaj ne? Res je. O komentarjih pa sta nam zaupala tudi igričarja iz skupine Bra Squad. Stoj, to moraš pogledati, stoj, veliko imamo ti povedati. Jaz sem v preteklem letu ful spremljala take vplivneže, ko delajo kakšne stvari sami doma, ne? Take grlce, uhane, pa pač tisto lahko sam narediš doma. Kakšne vice pošiljamo s kakšno sošolko pa to in pa se res tako nasmejimo. Prijatelji so me pomagati pošiljali samo tisto, kar je meni bolj butast, ker zdaj je to popularno, tako da nič ni ostalo spominje. Ja, lani sem internet uporabljala tudi za, na primer, gledanje serij. Šolske namene imamo tudi spletno učilnico, ko uporabljamo, da dobivamo noter kakšna preverjanja pa kakšne dodatne naloge, da se pol učimo. V letu 2024 sem najbolj spremljal te športne prireditve pa dogodke po YouTubeu pa po TikToku pa tudi po televiziji, zaradi tega, ker sem tudi sam malo bolj športnik. Najbolj mi je bilo pa všeč nogometno prvenstvo, ko je poteklo med poletjem. Nogometno prvenstvo je bilo tudi najbolj iskano geslo na iskalniku Google. Radi pa smo spremljali še olimpijske igre in tekme Luke Dončića. V letu 2024 najbolj igral GTA ali pa Fortnite. No, jaz sem pa tako kot Jerry igral isto Farming Simulator, ta nov Minecraft ter tudi Subnautica. Pri igricah, ki igram, mi je najbolj všeč, da se lahko družim s prijateljem, pa da se lahko pogovarjamo, pa da se imamo fajn. V Bra Squadu se seveda tudi pojavljajo sovražni komentarji, zdaj sicer bolj redko, moram reči, ker se mi zdi, da je zelo odvisno od tega, kakšno vsebino ustvarjamo. Zdi se mi, da je ful več tega, kakor je bilo včasih, pa ne vem, to se meni ne zdi v redu. Internet je prostor za ustvarjalnost, povezovanje in zabavo. Ampak ne pozabimo, vse, kar naredimo ali povemo na internetu, pusti svoj pečat. Leto 2025 naj bo zato tudi leto spoštovanja, na internetu in zunaj njega.